Živijo, Jelena. Živijo. Kaj imaš danes dobrega in zdravega za nas? Danes vam bom predstavila spirulino, tisto modro-zeleno algo, ki jo predvidevam vsi že dobro poznate. To je alga, ki vsebuje veliko različnih mineralov in vitaminov, predvsem recimo veliko beta-karotena, pa veliko klorofila, pa seveda tistih tudi bazičnih mineralov, kot sta kalij, magnezij, jod, selen, cink in tako naprej. Za spirulino je karakteristično, da je zelo lahko prebavljiva, zaradi tega, ker ima celulozno ovojnico, ki je zgrajena iz mukopolisaharidov, ki se zelo lahko prebavljajo. Priporoča se vsem, posebej recimo otrokom, ki so v razvoju, zaradi tega, ker vsebuje res koncentrirane hranilne snovi. Poleg tega pa seveda tudi tistim, ki so na kakršenkoli način obremenjeni, posebej mentalno ali če se veliko učijo, študentom je velikokrat priporočamo, pa vsem tistim, ki jim primanjkuje na splošno hranilnih snovi. Poleg tega spirulina ima tudi svojo čistilno funkcijo, kot vse alge, pa posebej tiste modro-zelene alge ali mikroalge, ker pomaga, da se toksini iz telesa lažje izločijo, delno tudi kakšne težke kovine, s tem, da je v tem primeru klorela veliko bolj uporabna, ampak spirulino lahko uporabljamo kot en dodatek, če želimo izboljšati naše zdravje, izboljšati imunski sistem, poskrbeti za to, da recimo ali znižamo nivo holesterola, podpremo naš imunski sistem, uravnamo lažje krvni sladkor, recimo, če želimo hujšati, ker vsebuje veliko hranilnih snovi in tako naprej. Vsestransko je uporabna spirulina. Koliko časa jo moramo uporabljati, da bi naše telo zaznalo učinke spiruline? V bistvu, kot vsako drugo prehransko dopolnilo, je priporočljivo vsaj 3 mesece jemati spirulino, da se nekako tako telo navadi oziroma vse tiste dobre lastnosti, ki spirulina ima, da jih nekako pridobi maksimalno. Hvala, Jelena. Prosim.